Današnja tretja nujna seja komisije o zakonu o preprečevanju korupcije, ki je bila sklicana na eno samo točko dnevnega reda, in sicer nevestno delo predsednika komisije za preprečevanje korupcije, gospoda Draga Kosa, se je po dobri uri prekinila iz razloga, ker je gospod Drago Kos danes neposredno pred začetkom nujne seje predložil pisno dokumentacijo, ki je na nek način odgovor na zahtevo poslanske skupine o razrešitvi gospoda Draga Kosa za nevestno delo. Z ozirom na ne tako nepomembno vsebino obravnavane točke sem ocenil, da je zaradi predložene pisnega, argumentiranega ali neargumentiranega gradiva potrebno širša diskusija tudi v samih poslanskih skupinah. Sem ocenil, da je prav, da se poslanske skupine posvetujejo, in ko bo primeren čas, bomo nadaljevali tretjo nujno sejo, kot rečeno, z eno samo točko dnevnega reda o nevestnem delu gospoda Draga Kosa in v zvezi s tem tudi predlog za njegovo razrešitev, kot je predlagala poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. V nadaljevanju smo začeli razpravo in zaključili tudi 12. redno sejo Komisije po zakonu o preprečevanju korupcije, kjer smo obravnavali trimesečno poročilo, ki ga komisija gospoda Kosa redno pošilja Državnemu zboru, in sicer obravnavali smo torej to poročilo o obsegu nadzora nad darili, nad nezdružljivostjo v skladu z 32. do 39. členom zakona o preprečevanju korupcije. Sprejeli smo tudi sklep, ki je v skladu z 14a členom spremenjenega poslovnika v našem delu, da se dve prijavi, ki smo jih dobili na naslov naše komisije, ne obravnavata kot zahteva vsebina tega poslovnika, torej da bi naša komisija nastopala kot prijavitelj, ampak smo odstopili to obravnavo državni komisiji v nadaljni postopek in v nadaljno